Začelo se je leto 2020. Za mnoge je bila to prelomna točka, saj so od tega leta pričakovali marsikaj, predvsem v pozitivnem smislu. A kaj, ko je bila najbolj pozitivna stvar tega leta test za korono? Šalo na stran. Med karanteno smo spoznali, da smo ljudje družabna bitja in da potrebujemo drug drugega. Najbolj pogumne koronavirus sploh ni ustavil. Drznili so si družabne dogodke prestaviti na splet. Na začetku je bila to zelo odbita ideja, a kaj, ko je bila to edina možnost, da se pozabavamo in podružimo. S tem se je začelo novo poglavje na vseh področjih. V šolstvu smo se prvič srečali s šolanjem na daljavo. Glasbeniki so svoje koncerte prestavili na splet. Mnogo ljudi je začelo svoje službe opravljati kar od doma, nekateri so celo ostali brez dela. Vse negativne stvari, ki nam jih je prinesla korona, že vsi poznamo. Kaj pa pozitivne stvari? Poleg vseh pozitivnih testov koronavirusa so tukaj tudi obstoj svetovnega spleta, ki je marsikomu olajšal delo. Nekateri so v karantenskem času celo našli kak nov hobi, ali pa se le malo bolj posvetili starim. Spet drugi so odkrivali skrite kotičke narave in gozda. Situacija nam je prinesla tudi zavest, da ni vse, kar imamo, tako samoumevno. In seveda sodelovanje, pa čeprav na daljavo. Mnogim se to zdi smešno, a če se vsi držimo ukrepov in navodil, bomo kos tudi tej situaciji. Saj sami zmoremo veliko, a skupaj zmoremo vse. Nič ni boljšega kot slikanje na deževen dan. Kaj pa je to? Obdobje nenavadne recesije. Joj, kje sem že to potrebovala? Ja, saj res, kot da sem pozabila, da smo v času korona krize. No ja, trenutno zagotovo ne bi bila rada zaposlena v storitvenem sektorju. Omejitveni ukrepi so prav zares ohromili to dejavnost. In čeprav se ponekod že sproščajo, smo še daleč od popolnega okrevanja. No, Nemčija bi bila lahko vsekakor izjema. Zabeležila je nenavadno visoko inflacijo. Prav zanima me, kako je kitajski kljub upadu povpraševanja po izvoznih artiklih v začetku prejšnjega leta vseeno uspelo tako hitro okrevati. Ja, velike zasluge imajo zagotovo predvsem domači dejavniki. Pa pustimo politični režim na strani. Res, da so se, na primer ZDA, lotile ukrepov veliko bolj liberalno in demokratično. Pa samo poglejte, kaj vse je v zameno prinesla Trump-manija. Ja. No, upam, da se bomo iz teh časov vsaj kaj naučili. Digitalizacija vsakodnevnih dejavnosti je presenetila skoraj vse nas. Kot da prej nismo živeli v digitalnem svetu. Je pa tudi EU opazila, da nam sedenje za računalnikom ne povzroča samo bolečin v vratnih vretencih, ampak tudi zelo blagodejno vpliva na okolje, kar je odlično za napredek v smeri proti trajnostnemu gospodarstvu. Ja, vsekakor je čas za spremembe in inovativne rešitve se kar ponujajo. Morda nas celo te rešijo iz krize. Ja, zdaj, ko imamo šolanje na daljavo, sem s šolskimi obveznostmi kar hiter konc. In pol se lahko še cel popoldne pogovarjam s prijateljcem. Lej, Urška, ta moja frizerka je dobila službo. Wow, sem prav vesela zanjo. Mislim, glede na to, da so jo v prejšnjem salonu spomlad odpustili zaradi korone in je pol kar pol leta neuspešno iskala službo, je to že prav čudež. Kaj ona ni edina, ki je med korono izgubila službo. Je pa tudi res, da so frizerji oziroma vse storitvene dejavnosti najbolj na udaru. Zaradi omejitve gibanja in socialnih stikov je njim še najbolj upadla gospodarska aktivnost. Ampak sej, na srečo so tukaj javnofinančni ukrepi, ki podpirajo in pomagajo gospodinjstvom in podjetjem. Ampak še vsem to ne bo dosti za okrevanje celotnega gospodarstva. K okrevanju celotnega gospodarstva bojo v srednjeročnem obdobju mogoče najbolj pripomogli ugodni pogoji financiranja, ekspanzivno naravnana javnofinančna politika, pol kasneje, ko se bodo pa sprostili še zajezitveni ukrepi, pa še povpraševanje. No, sej na koncu ni vse tako črno. Tudi cepivo je že kar nekaj časa na trgu in veliko ljudi se je že cepilo in to nam daje še več upanja. No, sej, mogoče nam bo pa še celo ratalo.
Tako lep snežen dan je, jaz pa za računalnikom. No, vsaj velino imam in lahko malo pozabim na celo COVID situacijo. Tale me močno spominja na denarne agregate. Le kako je z njimi v času covida? Tukaj piše, da je M1, ki vsebuje vsoto gotovine v obtoku in vlogo čez noč, se je povečala od 13,8% v oktobru na 14,5% v novembru. Letna stopnja rasti kratkoročnih vlog, razen vlog čez noč, M2 in M1, pa se je znižala od 1,4% v oktobru na 1,2% v novembru. Prav tako se je letna stopnja rasti tržnih instrumentov M3 in M2 povečala iz 13,8% v oktobru na 14,7% v novembru. Medletna rast širokega denarja M3 se je zvišala od 10,5% v oktobru na 11% v novembru 2020. To pa kaže, da se imetja bančnih depozitov povečujejo. Ti agregati so kar pripomogli k evropskem gospodarstvu. COVID pa je res močno vplival na zasebni sektor, saj so posojila novembra znašala kar 4,8%. Zaznamoval je izmeren obseg posojanja nefinančnim družbam in odporno posojanje gospodinjstvom. Prav tako pa so se zaostrili kreditni standardi za posojila. Na zaostritev so vplivala predvsem povečanja tveganja bank pri gospodarskem okrevanju in njihovi zaskrbljenosti glede kreditne sposobnosti posojilojemalcev. Tudi jaz sem si čas, ko smo bili doma v karanteni, krajšala z dejavnostmi, za katere mi drugače velikokrat zmanjka časa. Ena izmed mojih najljubših aktivnosti je bila branje. Po napornem dnevu pouka na računalniku sem popoldne zelo rada odšla na vrt in zunaj brala. Z branjem zgodb sem se spremenila v knjižne junake, ki imajo povsem drugačne težave, kot jih imamo mi. Njih ni pestil občutek zaprtosti od sveta. Lahko so se družili s prijatelji in ni jim bilo treba cel dan gledati v zaslon računalnika in reševati zahtevnih matematičnih enačb, niti oddajati nalog, katerih rok se je neizogibno približeval. Kot pa nam v teh časih pomaga tehnologija, pa bankam evroobmočja v času, ko pomoč najbolj potrebujejo, pomaga ECB. Od bank je v vsakem trenutku odvisnih mnogo podjetij in gospodinjstev, ki potrebujejo finančno pomoč. V času pandemije se je potreba po pomoči še povečala, kar je povsem običajno, saj smo se znašli v negotovih časih, katerih konca še vedno ni na vidiku. ECB je tako na novo vzpostavila in ovrednotila veliko oblik pomoči. Prva je Pandemic Emergency Purchase Program, v okviru katerega se kupujejo različne vrste premoženja. ECB je prav tako povečala znesek, ki si ga banke od nje lahko sposodijo, ob tem pa so oblažili nekatere pogoje. Obsežna likvidnost se bo še naprej zagotavljala z operacijami refinanciranja. ECB s tretjo serijo ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja podpira bančno kreditiranje podjetij in gospodinjstev. Ker domače banke poslujejo tudi v drugih valutah, v katerih potrebujejo tudi posojila, pa ECB hrani tudi veliko kapitala v neevrskih denarnih enotah. Ena izmed najpomembnejših oblik pomoči pa je ohranjanje nizke ključne obrestne mere, saj lahko le z nizkimi obrestnimi merami ljudje ugodno oddamejo posojila in se tako spodbujata potrošnja in naložbe. Centralna banka je vedno v vlogi posojilodajalca, kar mora zagotavljati tudi v času pandemije, ko se vsi soočamo z novimi izkušnjami. Ker pa v času stiske vsi kdaj potrebujemo pomoč, je vedno na voljo ECB, ki je bila in tudi je pripravljena pomagati in s tem spodbujati gospodarstvo, storitvene dejavnosti in gospodinjstva v evroobmočju.